Dobro večer, drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v programu televizije Vaš kanal. Smo tik pred ustanovitvijo javne univerze v Novem mestu. Univerze, ki je izrednega pomena za našo regijo. O tem, kako je nastajala njena pobuda in kaj ustanovitev pomeni za naše mesto, za našo regijo, pa tudi širše, se bom nocoj pogovarjala z doktorjem Borisom Dularjem, predsednikom Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, ki je sprejel sklep o podelitvi akreditaciji novi javni univerzi v Novem mestu, kar je ključni element za ustanovitev univerze. Doktor Boris Dular, prijazno dobrodošli in dober večer. Večer, hvala lepa. Lahko morda na kratko predstavite najprej delovanje NAKVIS-a, da bodo naši gledalci pravzaprav vedeli, kaj NAKVIS je in na kakšen način deluje. Mogoče za začetek povem, da je ustanovitelj NAKVIS-a Republika Slovenije. Gre pa za samostojno in neodvisno agencijo, kar pomeni, da je v celoti podeljena naloga, pravica in dolžnost, da odloča o vseh vprašanjih, ki so vezani na ustanovitev visokošolskih zavodov, univerz in pa seveda teh programov. In v bistvu torej svet NAKVIS-a sprejme odločitve. Če se slučajno kdo s temi zadevami ne strinja, imamo pritožbeno komisijo in tukaj se postopek tudi zaključi. V primeru seveda nezadovoljstva lahko obstaja tudi redna sodišča. Ampak hočem reči, v celoti je to kot neodvisni agenciji popolnosti prepuščeno. Delujemo po sistemu strokovnosti, politične nevtralnosti, predvsem pa bi rekel, ključno je seveda zakonitost in neodvisnost v tem delovanju. Obseg dela je pa relativno zelo velik. Mi pokrivamo vseh 8 univerz v Sloveniji, ki ima 66 članic, 27 samostojnih visokošolskih zavodov, 49 višjih šol. Poleg tega pa vse te visokošolski zavodi imajo potrjenih 913 programov. In mi smo pač odgovorni, da na eni strani za ustanovitev zavodov in programov, na drugi strani pa seveda tudi za to, da preverjamo, ali ta kakovost tudi dejansko deluje. Mogoče še to, tako kot so zavodi podvrženi presoji, smo tudi mi v NAKVIS-u podvrženi presoji, ki je pa prav Evropska nacionalna agencija za kakovost, in ob zadnji presoji, ko so presojali vseh 52 nacionalnih agencij po državah, smo v bistvu bili uvrščeni na prvo mesto. Torej, za vseh 17 kriterijev, standardov, po kateri se ocenjuje, je bilo ugotovljeno, da jih v celoti izpolnjujemo. In to se mi zdi zelo pomembno, ker seveda najprej moraš biti sam odličen v tej kakovosti, da lahko o tem seveda tudi drugim govoriš in seveda tudi presojaš. No, zanimivo, ko vas takole poslušam, bi bilo zvedeti, se je kdaj v času vašega predsedovanja svetu zapletlo? Ja, se zaplete. Moram reči, da meni je bilo osebno zadovoljstvo to, da smo v zadnjih 6-7 letih se je število pripomb, ki jih imamo ob tem, ko se predlogi pripravijo. Prej je bilo približno na 10% pripomb. Zdaj v teh letih je pa število pripomb, ki jih imajo strokovnjaki ob presoji, povečalo tam približno na 1/3. In mene je osebno predvsem to zanimalo, kako bojo odreagirali ti zavodi na to, ker se veste, če nismo z nečim zadovoljni, pa nas nekdo presoja, potem rečemo, ne vem, so preveč zoprni in preveč natančni in tako naprej, ne? Vendar je seveda ta neodvisna presoja, ki je bila narejena tudi v tem delu, v bistvu ugotovila,
relativno bistveno povišanje ocene. Torej, mi predvsem ne delujemo v tistem smislu, da smo policaji, ki išče napake, ampak smo predvsem svetovalci. In to se mi zdi pravzaprav ključno. Prav ne glede na to, seveda, da pride do zadev, ki niso dorečene, oziroma nekateri pričakujejo, da se bo dajalo neke odpustke. Pač mi nismo agencija za odpustke, ampak za potrjevanje kakovosti. Ni protekcije. Ja, ni absolutno, ne sme biti. Ne. Je kdaj poseglo vmes tudi mednarodno sodišče? Tudi so bile pritožbe strani visokošolskih zavodov na Evropsko agencijo za kakovost, ne, vendar je ta potrdila odločitve sveta. Tako da v tem delu se mi zdi, nekako te potrjuje, da si na pravi poti in da ustrajaš na teh principih, ne pa na tem, da bi pa vendarle bilo koristno, pa če bi mogoče nekomu pa vendarle nekaj popustili. Ni, je za vse enako. No, in tako je tudi prav, ne, gospod Dolar. Glede na to, da ste vi na pravi poti izobraževanja že, odkar vas pravzaprav poznam, že vrsto let, ste Novomeščan in po osamosvojitvi Slovenije ste delovali na različnih področjih, tako v Krki, v tovarni zdravil, kot tudi v mestni občini Novo mesto, kot podžupan za področje izobraževanja in družbenih dejavnosti, kaj ne? Ja. Ste dobitnik vrsto nagrad na področju vašega dela izobraževanja. Dobro poznate tudi kot svetnik to področje dela v mestni občini Novo mesto. In skratka, izobraževanje vam je na nek način, bi človek lahko rekel, položeno kar v zibelko. Kako bi ocenili razvoj v naši občini, v mestni občini Novo mesto in v Novem mestu nasploh? Rekel bi tako, da je Novo mesto izjemno bogate tradicije na področju izobraževanja. Mene veseli, da je v letošnjem letu 280 let od začetka delovanja novomeške gimnazije. Novomeška gimnazija je najstarejša delujoča gimnazija na slovenskem ozemlju, sicer pa je bila takrat tretja gimnazija na tem področju. In primerjati ustanovitev, lahko bi celo rekel, da v tistem obdobju, se reče skoraj 300 let nazaj, je bila ustanovitev gimnazije nekaj podobnega, kot danes, ko se pogovarjamo o ustanovitvi univerze. Torej, to je bil prepričanje ljudi, da pač potrebujemo dodatna znanja, ki omogočajo potem razvoj mesta, obrti in vseh teh zadev, ki so bila takrat aktualna. No, seveda, Marija Terezija je bila zelo pametna, ona je vedela, da v bistvu je treba dati ljudem izobrazbo, zato da bodo lahko sebi in seveda tudi potem cesarstvo prinašale dohodke. Tako da je potem seveda v tem obdobju se zelo napredovalo celotno področje izobraževanja, ne tega osnovnega, ko so bile enoletnice, pa dvo in tako naprej. Tako da je ta rast, bi rekel, v izobraževanja v prostoru bila kar zelo velika. Če seveda preskočimo to obdobje, se mi zdi, da je zelo pomembne spremembe so se zgodile, že tudi pred vojno so bile, ko še ni bilo srednjih šol, recimo je bil tečaj, ekonomski tečaj s pravico javnosti se je takrat reklo in se reče, je bilo to izobraževanje javni status. In tudi, če si to končal, je bilo podobno kot zdaj, recimo, da končaš neko ekonomsko ali pa neko drugo srednjo šolo. Takrat temu ni bilo tako, vendar po vojni je pa seveda zelo intenzivno, sistemsko se pristopilo k ustanavljanju teh izobraževalnih zavodov. Tukaj mislim, da je že gospodarstvo relativno zgodaj začelo pomagati, ali pa ne bom rekel pritiskati na to, da se ustanavljajo nove šole. Tako da smo mi prišli do obdobja, ko smo ustanovili kar celo vrsto srednjih šol, in mogoče je zanimivo to, da na tej bazi je danes recimo temelji tudi srednji šolski center Novo mesto, ki je s 3500 dijaki največji v Sloveniji. Torej se je to res razvilo, ampak
ponovne potrebe ali pa bi rekel nove potrebe, ki so se pa v praksi kazale, so bile pa seveda v višjih zahtevah, več znanja in tako naprej in potem je bilo to sporočeno, bi rekel, strani gospodarstva na eni strani, na drugi strani so to začutili tudi v šolstvu in pojavile so se ideje, kako bi pristopili k ustanavljanju višjih šol. In takrat moram reči, je bilo kar naporno, ker je dejansko smo in v mestni občini strani gospodarstva intenzivno in šol, v bistvu kar eno intenzivno akcijo vodili do ministrstva v Ljubljani, za kar moram tako kot opombo reči, zelo težko je pridobiti podporo za to, da se neke take visokošolske ali pa višješolske ustanove umaknejo iz centra, pa pridejo na obrobje, čeprav smo mi bili kar že močna regija. No? Ampak moram reči, da smo tudi dejansko s pomočjo gospodarstva uspeli, tako da trenutno v Novem mestu deluje 13 višješolskih programov in to je četrtina vseh programov, ki sicer v Sloveniji obstajajo. To se mi zdi zelo pomembno, ker je to tudi osnova za nadaljnji razvoj šolstva, predvsem bi rekel visoko strokovnega in potem tudi univerzitetnega. Če se vrnemo za trenutek nazaj v gimnazijska leta, pri 250-letnici, ko je gimnazija svečano obeležila to praznovanje, ste bili tudi vi zelo aktivno vpeti v samo organizacijo, ne? Ja, če ta spomin je zelo lep, namreč takrat sem vodil sicer te organizacijski odbor, moram pa reči, da smo res to slovesnost dvignili na državni nivo, torej, da je država se zavedla pomena. In, kar je bilo po mojem mnenju tudi ključno, je to, da je prevzela tudi odgovornost, da se gimnazija v celoti prenovi. Takrat je bila iniciativa, bomo fasado popravili, pa vrata zamenjali, pa bo potem to dovolj, pa smo vendarle uspeli, seveda s pomočjo gospodarstva, pa tudi politike, prepričati ostale, da se je to naredilo in če pogledate danes po 30 letih novomeško gimnazijo, še zmeraj tako lepa, urejena in kakovostna. Kar je pa najbistvenejše, seveda, gre za stavbo. Ključno je pa, so pa programi, so pa ljudje, so pa dijaki in lahko berete in vidite na vseh področjih, kako uspešni so novomeški gimnazijci in na kakšnih vseh področjih strokovnih delajo. No in verjetno so tudi njihovi koraki sedaj usmerjeni na pot, vsaj v želji, po vključevanju nekoč v neko javno univerzo v svojem okolju. Mislim, da ja, ker če si odprt, če iščeš širše, če ne razmišljaš samo nase, pa na profit, pa ne mislim nič slabega v gospodarstvu, je treba videti, če je rezultat, potem je ta omogoča vse. Nadaljnji napredek. In seveda, ko govorimo pa o izobraževalnih ustanovah, je pa tudi to izjemno pomembno, to odpiranje, to povezovanje in seveda, da tudi v nekem lokalnem okolju gre za širši razmislek in torej, če se nekaj ustanovi, da ni pomembno samo za nas, da je pomembno za Slovenijo, da je pomembno tudi za evropski prostor. Govorite o povezovanju, ampak ko se je začelo visokošolstvo dejansko v Novem mestu, pa so bile najprej tako imenovane dislocirane enote, ne? Dejansko, tako kot smo bili relativno, bi jaz rekel, v ospredju pri srednjih šolah, pri višjih šolah, je pa kar se visokošolskega študija tiče, smo pa bili v zaostanku. Nekako je bilo prepričanje, da pač tukaj je pa zelo težko se lotiti tega, ustanoviti, no, ampak če zelo jasno povem, nekje do leta 1997 je pa tukaj naredila mestna občina korak naprej, ustanovila visoko šolo za upravljanje in poslovanje in pa seveda visokošolsko središče Novo mesto. In to je bil nekako, bi rekel, najbolj močna spodbuda za to, da so se stvari premaknile naprej. In od takrat se mi zdi, da so potem pa tudi v Novem mestu in regiji se začeli vzpostavljati pogoji, da se ustanovi. Bi rekel, in več višjih šol, visokih šol, fakultet in seveda potem tudi univerze.
In kot ste mi omenili pred oddajo, je bilo takrat na začetku vse več ali manj prepuščeno pač visokošolskemu središču. To je res. Najprej to, kar ste omenili, dejansko mi smo bili deležni predvsem dislociranih enot. To pa pomeni, da je nekdo pripeljal program zato, da je realiziral se bolj ekonomsko kot pa vsebinsko in to je bilo potem dejansko ni bilo dovolj. Potem, ko je bilo ustanovljeno visokošolsko središče, pa tukaj se mi zdi zelo pomembno reči, da je profesor Blažič bil človek, jaz bi si upal reči v tistem času edini, ko je imel zelo jasno ambicijo, da je treba na tem področju stvari narediti kvalitetno in hitro in bi rekel z novimi programi. Tako da so se ustanovili v letih 6 do 9 novi izobraževalni programi, visokošolski, in seveda tudi en razmislek, ki je zelo pomemben, ki se potem pojavlja pri ustanavljanju univerze. Ni dovolj, da imaš ti samo nek visokostrokovni program. Ti moraš imeti magistrski program, doktorski program. Ko so ti programi v celoti izpolnjeni, so to osnove za ustanovitev univerze. Ampak ni dovolj. Ti moraš imeti seveda za ustanovitev univerze tako fakultete, ki so z naravoslovno-tehničnih področji, ki so z področja medicine in pa seveda tudi družboslovja. In ves ta razmislek se mi zdi, da je profesor Blažič imel pred sabo, tako da so te zadeve, se mi zdi, pa lepo napredovale v tistem obdobju. Kako pa so se potem razvijala ostala visokošolska središča oziroma zavodi? Ja, kot sem rekel, takrat je nekako, se mi zdi, kot neko obdobje, ko je začelo kipeti. Kot je bilo to, kar sem omenil v visokošolskem središču, so nastajale tudi drugi visokošolski zavodi. To imamo v Fini, kjer je bila intenzivna povezava z Revozom, se reče tehnično FOŠ, Fakulteta za organizacijske študije. Je pa tudi, kakorkoli, problem je bil, ker neke regionalne koordinacije ali pa novomeške, ki bi celoten proces vodila, je ni bilo. Ampak vlada je odvisnosti, pač, kako se je življenje oblačilo in kako so se vlade menjavale, naredila različne korake tudi na tem področju. In to, kar je bilo leta 2008, je vlada prvič v zgodovini izven univerze ustanovila javni visokošolski zavod kot državni in to je bila Fakulteta za informacijske študije, to je bilo prvo, je pa potem leta 2022 iz javnega zavoda na Grmu, Visoke šole za upravljanje podeželja, ga da narečem, podržavila v tem smislu, da je postal sestavni del visokega šolstva in je bil tudi po tem načinu financiran. Hočem reči, da se je tukaj dejansko nabralo oziroma ustanovilo že kar veliko visokošolskih zavodov, ki so delovali v prostoru, ampak premalo povezani pa vsekakor. No, Novo mesto ne nazadnje ima univerzo. Kako ocenjujete ustanovitev in delovanje zasebne univerze? Najprej moram tako reči, tukaj je zelo pomembno v celem tem obdobju vlogo odigravalo gospodarstvo. In gospodarstvo je že leta 2011 dalo inicijativo in povezalo vse visokošolske organizacije, da so izrazile pripravljenost za sodelovanje. Ampak potem naprej se pravzaprav ni kaj resno premaknilo. Resen pristop je profesor Blažič naredil s tem, ko so bili izpolnjeni ti pogoji, o katerih sem že govoril, je bila potem dejansko tudi vložen predlog za ustanovitev univerze v Novem mestu, zasebne univerze. S tem, da moram reči, da je gospodarstvo, pa ni bilo sebično v tistem smislu, to mora biti javno. Gospodarstvo je zasledovalo cilj, mi potrebujemo povezovanje in nadaljnje odpiranje tega visokega šolstva in s tem namenom tudi podprlo zasebno univerzo, ki moram reči, da je bila 2017 ustanovljena. Čez 5 let, kot je bil takrat rok, tudi ponovno presojena, se reče, zunanja evalvacija je bila opravljena, kar je posebej pomembno je to, da v bistvu ta komisija, skupina strokovnjakov, ni imela nobenih pripomb, ki bi govorili o tem, da karkoli
ni v redu. In seveda z veliko priporočil, kaj bi se dalo vse boljš narediti, ampak mislim, da je bil to zelo pomemben korak. Dr. Boris Dular, kako ocenjujete pravzaprav inicijativo, pobudo Krke in seveda tudi ostalega regijskega gospodarstva, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, za inicijativo za javno univerzo? Osebno se mi zdi, da je to je bil najbolj odločilen trenutek v zgodovini razvoja visokega šolstva v naši regiji. Tukaj mislim, da je nedvomno potrebno izpostaviti predsednika uprave Krke, gospoda Colariča, ki je v imenu Krke in vsega gospodarstva ponovno dal inicijativo vsem visokošolskim zavodom, da naj skupaj premislijo, da bi vendarle pristopili k ustanovitvi javne univerze, da združimo potencijale in da nadgradimo vse te zadeve. In glede na to, na velik ugled, ki ga ima v gospodarstvu, v politiki in ne nazadnje tudi v šolstvu, so bili vsi povabljeni, z veseljem pristopili in seveda tudi dali izjavo o pripravljenosti za ustanovitev univerze. In tukaj se mi zdi zelo pomembno, da je bila potem ta izjava posredovana Ministrstvu za visoko šolstvo, ki pa, to je pa, rekel, ponovno moje osebno mnenje, ne, bi šlo zelo težko mimo te tako jasno izražene volje visokošolskih zavodov in dolenjskega gospodarstva. To je bilo narejeno in seveda to je bila potem pa tudi osnova za to, da je ministrstvo, jaz temu rečem, posvojilo to idejo, ustanovilo komisijo, ki je proučila potencialne možnosti za ustanovitev javne univerze in sicer na način, da je v to komisijo vključila poleg visokošolskih zavodov tudi ministrstvo, tudi vlado, tudi regijsko gospodarstvo in še dodatne strokovnjake. In končen rezultat je bil ocena te komisije, da je smiselno v Novem mestu ustanoviti javno univerzo. Sledilo je potem soglasje vseh senatov visokošolskih zavodov, ki se torej, kot ste rekli, strinjajo za to javno univerzo. Do tega strinjanja je bilo verjetno kar nekaj korakov, treba prehoditi, pa vendarle. Strinjanje se je potem zgodilo. In sledi potem priprava vloge za ustanovitev v sodelovanju vseh visokošolskih zavodov. Predlog je bil torej poslan k vam v NAKVIS-u. Kako pa je potem pri vas potekala ta obravnava v nadaljevanju? Seveda, to je ključen trenutek. Ta strokovna komisija, ki smo jo mi imenovali, to je mednarodna skupina strokovnjakov, ki presodi izpolnjevanje vseh 17 standardov, ki so, mi imamo nacionalne standarde in seveda imamo evropske standarde. Po vseh kriterijih morajo oceniti dejansko pripravljeno vlogo, ki je seveda zelo obsežna in tako, torej res po vseh elementih. In ta skupina strokovnjakov je to presodila. Seveda, ko je pripravila poročilo, ga je mogla dati vlagatelju, torej ministrstvu, da so odgovorili na to in ko v bistvu ta skupina ni imela resnih pripomb, v tem smislu, da karkoli ne odgovarja, da v bistvu ne izpolnjujejo standardov, ki so, je potem skupina strokovnjakov torej poslala ta predlog na sejo sveta NAKVIS-a. Mi smo te zadeve seveda natančno analizirali in ugotovili, da so pogoji za ustanovitev izpolnjeni in seveda tudi sprejeli sklep o podelitvi prve akreditacije javni univerzi Novo mesto za obdobje 7 let. To moram povedati, da je to tudi prva ustanova, ki je dobila akreditacijo za 7 let. Namreč spremembo zakona o visokem šolstvu se je ta obdobje, ki je do zdaj 5 let, spremenilo v 7 let. Tako da so s tem, ko smo pač ta sklep sprejeli, izpolnjen pogoj, da se formalno pravno izvedejo postopki za ustanovitev univerze in seveda potem tudi, da se to dejansko udejanji tudi v praksi. Kaj je torej ugotovila ta skupina strokovnjakov?
Skupina strokovnjakov je na eni strani ugotovila, da so izpolnjeni standardi, ampak je pa seveda izdala tudi več priporočil. Prvo je, da je treba zelo jasno razdelati strateški nadaljnji razvoj univerze, torej kako in v katero smer gremo, oziroma naj bi šli. Drugič, da se notranja koherentnost pa sodelovanje okrepi med vsemi temi visokošolskimi zavodi, ki so tukaj vključeni, da se okrepi tudi kadrovsko sestavo univerze, tudi sam uravnoteži ta znanstveno-raziskovalni delo, ki mora biti opravljeno, ker je pač na različnih fakultetah različno, ga je treba spraviti na višji standard, seveda vključevanje študentov v novo univerzo in ne nazadnje tudi seveda zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje univerze. In kako se sedaj postopek nadaljuje? Praktično smo tik pred postavitvijo pike na i, bi lahko rekla, ne? Res je. Ko je bilo to poročilo in ta sklep sprejet, je država morala podpisati prenos, skupaj so reče zavodi in država so podpisali prenos programov na državo, to reče kot ustanoviteljico univerze. S tem, da je potem, ko je bilo to podpisano, narejeno, je vlada sprejela odlok o ustanovitvi javne univerze v Novo mesto, ki ga je poslala v državni zbor. Ta bo v tem mesecu o tem odločil, potem pa seveda sledi imenovanje strani vlade prvega rektorja, ki mora seveda izpeljati vse postopke za to, da lahko univerza začne v tem prostoru kot taka tudi delovati. Prvega rektorja, takole, kakšne zakulisne informacije bi nam že namignili? Se že kaj govori? Ne, zaradi tega, ker je to seveda v pristojnosti vlade, ne, sigurno ta razmislek je. Meni se zdi osebno pomembno, da kdorkoli bo, da je to človek, ki ima ambicijo in ki bo znal vse silnice povezati in seveda dvigniti univerzo na višji nivo. Morda takole proti koncu oddaje greva. Nova javna univerza v Novem mestu. Kateri visokošolski zavodi in kdo še bo vse vključen vanjo, če še enkrat eno reprizo narediva? Ja, torej dejansko gre za 8 delujočih visokošolskih, torej so fakultete, plus Visoka šola za upravljanje podeželja. Poleg tega je pridruženo tudi Rudolfovo, ki je znanstveno-tehnološki center v povezavi z gospodarstvom in bodočo univerzo, kar je zelo pomembna podlaga za to, da se to znanstveno-raziskovalno in tehnično razvojno delo krepi. To se mi zdi pravzaprav najpomembnejše. Druga zadeva je, da je s to povezanostjo zdaj vzpostavljeno, da lahko dejansko se šole, se reče fakultete, usmerijo v nadaljno kakovostno rast programov na eni strani in, kar je pa seveda po mojem prav tako pomembno, da glede na novi zakon so zagotovljena dodatna sredstva za izgradnjo naših kapacitet. V Novem mestu smo že več kot 20 let nazaj opredelili Drgarčevje kot prostor oblikovanja univerzitetnega kampusa. Dejansko zdaj državni denar za to bo in če bo univerza znala modro in hitro narediti, se bo to seveda tudi zgodilo. Tako da bomo imeli preko ta zaključen krog ustvarjeni pogoji za nadaljnji rast in razvoj univerze. Ja, pogoji bodo in verjamem, da bo slej ko prej, verjameva oba in tudi naši televizijski sopotniki, zrasla eno lepo središče znanja, učenosti v Drgančevju, ste rekli, ne? Absolutno. Zdi se mi to pomembno zaradi tega, če imamo tako močno gospodarstvo, ne, je zelo pomembno, da imamo tudi močno in kakovostno visoko šolstvo. In s tem je odprto navznoter, v regijo, v Slovenijo in širše. No, javna univerza pa bo odprta verjetno sleherniku, tudi tistemu, ki ne bo morda imel najbolj debel mošnjiček, da bi se lahko šolal.
To je zelo pomemben del celotne zgodbe, ker dejansko približati univerzo potencialnim študentom je eno ključnih. Torej, materialni pogoji, tisti, ki jih imajo, o tem ne razmišljajo, ampak tisti, ki jih pa nimajo, pa bi radi študirali, za tiste pa težko. In mislim, da smo pa zdaj na ta način naredili več stvari hkrati v dobro vseh. In bova sklenila tale najin pogovor verjetno s poklonom vsem, ki so karkoli storili za dosedanje izobraževanje v našem mestu, v naši regiji in pa seveda tudi s popotnico vsem, ki bodo to še počeli na drugačen način, pa naj bo sklepna misel vaša. Mislim, da smo pred zgodovinskim trenutkom, ki ni samo formalen, ampak je globoko vsebinski in zelo usmerjen v ljudi, ob močni podpori gospodarstva in seveda v visokošolske organizacije, ki mislim, da so se jim zdaj vsem še bolj odprla vrata za nadaljnji razvoj in rast visokošolskih programov in seveda s tem pogoje za to, da bo tudi naša regija še bolj uspešna. Hvala lepa, dr. Boris Dular. Ostanite tako aktivni na poti izobraževanja. Tudi v prihodnje verjamem, da se še kdaj srečava tudi v tem našem studiu, ko bova za naše gledalce in gledalke odprla vrata na drugačen informacijski način, tako kot nocoj. Srečno. Hvala lepa, srečno. Tudi vam, drage gledalke, spoštovane gledalci, hvala, če ste bili z nami in lahko noč.